Evina, lepotilnica. Dobrodošla ponovno na mojem kanalu. Danes sledi obljubljen video in sicer o uporabi čopičev. Ljubčki, brez katerih si jaz ne predstavljam, da bi ustvarila kakršenkoli make-up, ker je tega res tako veliko, ne. Zdaj so takšne drugačne velikosti, oblike, kakšni so čisto neuporabni, kakšni so obvezni. Sem jaz rekla, da se danes usedem, pojasnim, naredim prav eno šolsko urico razlage, da boste vedeli, kaj je vredno imeti in kaj ne. Proti koncu videa ti tudi pokažem, s čim jaz čistim in negujem čopiče, tako da če te vse to zanima, glej naprej. Prvi čopič, s katerim lahko naneseš senčke, je tale od znamke Avon. V bistvu na eni strani ima tako gobico, na drugi strani pa ima dejansko tak čopič, s katerim lahko pomočeš po senčki in preprosto naneseš senčilo na uček. Všeč mi je, ker je tako v bistvu ploščat, lahko ful tako kontrolirano nanašam samo senčko, tako da tale je od znamke Avon. Potem tule na drugi strani pa je takale gobica, to pa lahko uporabiš tule, da pod učkom v bistvu kar si naredila, tako malo zabrišeš, ker vsaka stvar, vsako senčilo, ko boš nanesla na svoj uček, bo, mislim, da lahko kar trdim, 10-krat lepši spadal, če boš vse skupaj zabrisala. In tale je namenjen, da to naredi tule po spodnji veki. Čopič številka 2 je od znamke Zoeva, številka 230. S tem čopičem, mečkan je umazan, ker sem se prej ličila z njim, s tem čopičem jaz nanašam senčilo v kotiček svoje veke. Ponavadi ga uporabljam za kakšne temnejše senčke, kakšna temnorjava, temnovijolična, ko želim delati ta videz temnejša proti svetlejši, in potem tlele začnem v kotičku veke in ponavadi kaj tako blendiram, nanašam, tako da tale je zame tudi obvezen. Čopič številka 3 je za nanos v pregib svoje gube. Številka malo se je izbrisala, 225, tudi od Zoeve. Tale je za nanašanje torej v pregib svoje veke. Na ta način zelo pogosto jaz tudi začnem svoj make-up, da nekako določam linijo, do kje naj bi senčka šla, da ni vse skupaj previsok ali pa prenizko, da se senčka pol sploh ne vidi. Tako da tudi en tak čopič za pregib, v pregib svoje gube je zame obvezen. In seveda, če nanašamo senčilo v pregib svoje veke, ne moramo brez enega dobrega čopiča za blendanje. Jaz sem nedavno odkrila tegale od znamke Avon. Ponavadi so te čopiči za blendanje mečken taki bolj košati. Zelo pomemben je, da imamo dober čopič za zabrisovanje, ker kakor sem rekla, ko je senčka na naših učkih bolj taka zabrisana, zablendirana, vse izpade 100-krat lepš. Dolg časa sem uporabljala, pa ga nimam zdaj tukaj pri sebi, od H&M-a. Tudi v H&M-u se dobi kakšen kul čopič. Tisti je imel sicer mečken bolj grobe ščetine in ni toliko dober zabrisul, tako da sem ga zdaj zamenjala za tega in sem z njim zelo zadovoljna. Gremo naprej, čopič številka 5, tale je od znamke Real Techniques. Zelo je tak ozko prirezan, tak bolj manjši in z njim je zelo natančno nanašam senčilo tule na spodnjo veko. Tako da nek tak čopič ti bo zagotovo prišel prav, če torej nanaša senčilo spodaj. Pomemben je samo, da je tak manjši, da bo z njim zelo kontrolirano vse nanašala. Če si ljubiteljica eyelinerja, potem ti bo prišel prav tale čopič od znamke BH Cosmetics. Kakor lahko vidiš, je tako malo ukrivljen, prav z namenom, ker ga postaviš tule na rob učka, potegneš črtico in povežeš in nastane kar se da lepa eyeliner črta, čeprav verjetno smo se vse srečale s tem, da je na eni strani popolna in na drugi čist kriva. Seveda, če uporabljaš pol tak čopič, spada skupaj gel eyeliner, kakor poznaš, če me spremljaš, je zelo rada uporabljam tegale od L'Oreala in z njim preprosto dosežem kar se da popolno črto. Zdaj, velikokrat me kakšna vpraša, kako narediti popolno eyeliner črto. Zdaj, vaj dela mojstra, res, vate. Mogoče kdaj, ker kadar ne boš naličena, sam vzem čopič, eyeliner, pa samo vadi eyeliner črto. Pa prvič pa zbriš, pa drugič pa zbriš. Ker to je ena taka stvar, kar rabiš potrpljenje, ker ponavadi, kadar imamo senčke gor in se takrat učimo
ne zgleda dobro. Potem seveda za vse, ki nimamo popolnih obrvi, je dober tudi en čopič za seveda obrvi. Preprosto, jaz uporabljam od Anastasia Beverly Hills. Všeč mi je, ker je tak malo manjši in kar je pomembno pri tem čopiču je tudi, da je tako prirezan, da lahko obrv dejansko takole zelo lepo doseže, da delamo vmes tudi te črtice, da obrv zgleda bolj taka naravna. Tako da tudi tega le bi ti priporočala. Pa imam pa tukaj dva čopiča, ki v bistvu nista obvezna. Vsem ti bom pokazala, če si strastna ljubiteljica make-upa, ampak pozor, tukaj se lahko zadeva na očkih konča. Tale čopič od znamke Real Techniques je tak zelo, kako bi rekla, tanek. Tega jaz uporabljam, kadar tule na nosu delam tisto, veste, highlighter črtico, da nosek zgleda še mečkam bolj ožji. Tako da tale, če bi tudi sama rada to delala, da nosek zgleda torej bolj ožji, tanjši, lepši. In potem še en čopič od znamke Avon, je pa tak za tiste, ki se vam obrvi rade zelo hitro tako, ki malo skuštrajo po domače rečen. Da preprosto preden se lotiš zabrisovanja, oblikovanja obrvi, obrv počešeš, oblikuješ in se potem lotiš risanja obrvi. Smo že pri drugem delu tele moje šolske urice, hiter gre. Tele pa, kot sem že na začetku rekla, pa so namenjeni torej za obraz. In seveda obraz, ok, najprej začnemo s kremo pa primerjem, ampak to čisto preprosto naneseš s prsti, kot lahko s prsti naneseš tudi puder. Tudi sama sem puder zelo dolg časa nanašala kar s prsti, ampak vsem, če se pri tem nočeš umazati, ker zjutraj recimo za šolo je zelo zaželeno, da prihranimo kakšno minutko ali pa dve, ti pokažem 3 različne oblike čopičev. Tlele imam 2, ter tretji pa je tule. Ok, vsi ti 3 čopiči so namenjeni nanašanju podlage, torej nanašanju tekočega pudra. Tale vam je verjetno znan, zelo velikokrat ga uporabljam, gre za čopič znamke Golden Rose. Kot vidite, je tak mečkam bolj ploščat, tule malo okrivljen, da tule lahko pod učke vse dosežem, tako da tega dobiš na štandku recimo v City Parku, v BTC-ju. Tale bo za puder super. Potem tudi tegale sem začela preizkušati zadnje dni in je tudi fantastičen. Gre za znamko Avon. V bistvu, če primerjam te dva, je tale malenkost večji kot ta. Tako da v bistvu uporabljam mešano. Enkrat tega od Avona, odvisno od razpoloženja. Pa imamo pa tukaj še tretjo obliko čopiča. Tale v bistvu ni nobene znamke, tega sem naročila na eBayu in je v bistvu replika čopičev, mislim, da se Jessie ali Jessica imenuje. In ko smo že pri pudru, ko smo že pri čopičih za puder, zelo velikokrat lahko vidiš, da jaz, ko dokončam podlago, uporabljam tele gobice. Te dobiš v Millerju, noter jih je, mislim, da 6, stane €1,50 in preprosto, ko jaz make-up nanesem, ko nanesem puder, vse skupaj takole še vtapkam, da ni kakšnih grudic, da se make-up lepo razporedi. In s tem je naša podlaga zaključena, gremo na lička in bronzer. Tale bolj košat, zarezan, na koncu tudi malenko zaobljen, je odličen za konturo, da z njim ožamo naš obraz, z njim lahko nanašamo tudi bronzer. Tale je glih tako iz eBaya, čist bel, replika Jessica ali Jessie. Podoben ga, malo bolj košat ga najdeš tudi pri Avonu, ravno tako prirezan, zaobljen, tudi lahko z njim torej ali delamo bronzing ali delamo contouring. Potem pa rdečilo. Rdečilo jaz nanašam, trenutno moj najljubši je tale tudi od znamke Avon, je tak bolj košat in z njim preprosto rdečim svoja lička. Za contouring pa lahko porabiš še en čopič, tale malenkost tanjši, gre za znamko Real Techniques. Tega v bistvu uporabljam, kadar želim delati malo bolj take kontrolirane linije. Zdaj, zelo odvisno je tudi, kater čopič uporabljam od produkta. A je, ne vem, paletka, a gre za v stiku. Tega uporabljam, kadar recimo lahko tudi si hočem malo zožati nosek, pa močem v paletko in ožam nosek. Pa imam pa tukaj še 2 čopiča za nanos highlighterja. Te 2 tudi nista obvezna. Recimo, evo za primer, tole je highlighter v stiku. Kadar uporabljam tega, jaz preprosto nanesem takole na vrh ličnic in potem vse skupaj vtapkam s
prsti. Kadar pa uporabljam tak highlighter, recimo v paletki, evo, tlele imam enega od znamke Slik, samo da odprem, evo, pol je pa že fajn, da se nanese kakšen čopič. In pa imamo dva različna. En je tale, tak pahljačast, podrgneš po paletki in naneseš tule na vrh ličnice. Drug primer, zdaj odvisno, kaj imaš rajš, pa je tale, mečken tak, tudi kos šat, tudi takole prerezan, pomočeš in naredi enako. In smo že v tretjem delu tegale videa in sicer čiščenje in nega čopičev. Tule uporabljam te dve stvari, v bistvu gre ta en z drugim. Tole je Freedom Brush Bed, v bistvu je že čist prazen. Tole pa je takšna gobica, kjer drgnem svoje čopiče, dokler niso čisti. Kako to zgleda? Preprosto vzameš nekaj tega mila, nataknem tole gobico na prst in pod vodo drgnem, dokler niso čisti. Ko so čisti, ko se že sušijo, pa jih rada pošpricam s telim antibakterijskim sprejem od znamke Makeup Revolution. Oboje dobiš na spletni strani ličila.si, pošpricaš, dokler niso razkuženi in potem pustiš, jaz ponavadi kar kakšen dan, da se dobro posušim in potem so spet nared, da jih uporabljam. To pa je vse od tele učne urice. Upam, da si se kaj naučila, da si kaj novega odnesla. Jaz sem se kar precej razgovorila. Komot mi pustiš vprašanje spodaj pod videom, z veseljem odgovorim. In to je vse za danes. Ne se pozabiti naročiti na moj kanal in do naslednjič. Čau!